Dobrodošli v najbolj razburljivi, trenutno najbolj razburljivi rubriki Klepeta ob kavi, in sicer rastlina meseca. Vse okrog nas žubori, bohti, dogaja se, vsak dan so spremembe, predvsem v odtenkih zelene, in vsak dan je tudi priložnost in možnost, da si pripravimo kaj iz narave, da začnemo sodelovati z naravo in da upoštevamo biohacking zdravja po matrici narave, ki vsekakor vključuje tudi nabiranje divjih rastlin. In tukaj sem hvaležna, da smo se povezali z doktorico Tino Mele, ki nam je za tale mesec pripravila eno posebno rastlino, divji luk, ki jo pa povsod jo bomo lahko našli. Kaj iz nje naredimo, na kakšen način in tudi kako jo razumemo, pa poglejmo v prispevku, ki smo ga pripravili za vas. Lepo pozdravljeni. Meseca aprila, ko travniki še malo bolj ozelenijo, nas poleg regrata, ki ga večinoma verjetno vsi poznamo in nabiramo, na travnikih čakajo tudi divji luki. Pri nas obstaja nekih 10 do 15 vrst divjih lukov, in kako jih prepoznamo? Točno določanje vrste je tudi za botanike včasih težavno, vendar to niti ni tako pomembno. Lahko pa zgleda tole takole na travniku kot neka trava, ampak če pogledamo pobližje in celo morda izpulimo, vidimo, da nas najbolj spominja na por. Tako da, ko najdete na travnikih nekaj, kar je podobnega divjemu poru, je to eden izmed divjih lukov. Če niste sigurni, pa seveda povonjajte, poskusite in ne boste mogli zgrešiti tega okusa. Divji luki so kulinarično zelo zanimivi. Meni so zelo všeč, ker imajo malo bolj intenziven okus kot por, a še vseeno ne toliko morda kot čebula, in jih lahko v prehrani uporabljamo, kjer bi dodali por, kjer bi dodali čebulo. Tukaj si bomo potem kasneje pogledali, imamo en tak namaz, ki je lahko tudi omaka iz divjega pora. Divji pori niso konkretno medicinsko oziroma zdravilno uporabni, pa to ne pomeni, da niso zdravilni. Vsebujejo tako kot česen, njihov sorodnik čemaž, ki ga verjetno tudi poznate, vsebujejo žveplove spojine, ki delujejo antiseptično, ki pomagajo pri prebavi, ki pomagajo pri presnovi holesterola, tako da je vsekakor koristno vključiti luke, divje ali navadne luke v našo prehrano. S tem uravnavamo tudi, lahko skrbimo za uravnavanje krvnega sladkorja, se pravi, kot sem že omenila, tudi holesterola, podpirajo zdravje jeter, tako da so vseeno, bi rekla, čeprav nimajo konkretnega zdravilnega namena, so vseeno zdravilni. Treba je paziti, zdaj lahko pride do redko kdaj do nevarnosti kakšnih zamenjav. Se pravi, lahko zamenjamo za kakšno travo, to smo že povedali, pač uporabimo malo naše čute. Lahko pa, zadnjič smo se pa pri nabiralcih pogovarjali, da lahko zelo podobno izgleda mlad jesenski podlesek, ki se najbolj bojimo, da bi ga zamenjali z čemažem, zato se vseeno kar pozanimajmo. Vsekakor pa, če dobimo tako čebulico, ne moremo zgrešiti, jesenski podlesek nima take čebulice. Zdaj pa recept za pripravo takega namaza. Naberemo nekaj divjih lukov. Še to bi omenila. Jaz imam tukaj divje luke nabrane s čebulico, tudi zato, da se pokaže, da smo res sigurni. Vsekakor jih je pa bolje nabirati, da morda s kakšnim nožkom odrežemo, da čebulica ostane. Tako bomo varovali naravo in poskrbeli, da bo naslednje leto v okolici naredi ene takele mini čebulice, da bo v okolici zraslo še veliko novih divjih lukov in tudi ta čebulica niti ni uporabna. Največji del okusnosti in zdravilnosti se skriva v tem zelenem delu. Se pravi, jaz sem tukaj le naredila, da sem malo navadne čebule popražila divji por, dala zraven kislo smetano, sol, poper in to je to.
Tole je bil Divji luk in doktorica Tina Mele v pomladnem izzivu. V tem času pa je nadvse pomembno, da naredimo svojo strategijo pomladnega razstrupljanja in tukaj vam lahko pomaga tudi tale izziv pomladni preporod. Dajte preveriti, kaj je kateri dan, čemu je torej namenjen, zato da ste usklajeni in zaradi tega, da tudi lahko izkoristite vse priložnosti, ki jih matrica narave ponuja ta trenutek. Kar nekaj je teh priložnosti. No, na klepetobkavi.si pa tudi brezplačna meditacija, ki je v sožitju in v ritmu tega meseca, pa tudi, kar velika novica, paneli za fotobiomodulacijo so znova prispeli v Slovenijo za vaše mitohondrijsko zdravje na vseh nivojih, da boste imeli več energije na celični ravni. Preverite tudi to in unovčite tale poseben popust v času tele akcije, v času izziva pomladni preporod. Prihodnji mesec pa nas z rastlino meseca znova preseneti in podeli svoje znanje dr. Tina Mele.